kalendarju iz leta 2004 je kazal 9. avgust. Bil je povsem običajen in predvsem vroč ponedeljek, ki so ga ljudje na širšem območju Konjiškega preživljali kot vsak drug poletni dan. Pozno popoldne pa so nebo prekrili oblaki. In to, kar je sledilo, je zavedno spremenilo pomnenje omenjenega datuma. Kazalci na urah so ravno odmerili točno 9 minut čez 18, ko se je v gasilskem domu Slovenske Konjice oglasila sirena. Zvok slednje v večini ljudi prebudi občutek strahu, negotovosti in tesnobe. V gasilcih in gasilkah pa zgolj in samo eno – čut za nesebično pomoč sočloveku. Tokrat ni bilo nič drugače. Posamezniki, ki se nikoli ne vprašajo, kdaj, kje ali kdo trpi, so tudi na ta dan izpustili iz rok vso svoje delo in opravke, zapustili svoje domove in v njih najdražje ljudi ter odhiteli na pomoč. Hudo neurje s točo, ki se je na celjskem območju najhuje razbesnelo ravno nad Slovenskimi Konjicami, je za sabo pustilo grozovite posledice. Hkrati pa je pokazalo in dokazalo, da naša Dravinjska dolina premore mnogo posameznikov, ki so, kot pravi tovariš Florjan Jančič, ljudje velikega srca in požrtvovalnosti, ki častno združujejo v trenutkih nesreče svoj človeški značaj in gasilsko strokovnost, ko hitijo bližnjemu v pomoč. Ta dan je torej posvečen vam. Dragi tovariši, gasilci in tovarišice gasilke, spoštovani občani in občanke Slovenskih Konjic, krajani in krajanke z Belovega, cenjeni gostje, dober dan in na pomoč na današnji 9. avgust, dan gasilca, dan solidarnosti v občini Slovenske Konjice. Dovolite mi, da na tem mestu med nami še posebej toplo pozdravim predstavnika Gasilske zveze Slovenije in regijskega poveljnika tovariša Bojana Hrepevnika. Župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Namestnika poveljnika civilne zaščite Zahodno-Štajerske regije, gospoda Boštjana Oprešnika. Predsednika nadzornega odbora Gasilske zveze Slovenije, tovariša Francija Rančigaja. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Bojana Podkrajška. Predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Tomaža Paholeta. In poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Avguština Hlasteca. Častnega občana občine Slovenske Konjice in nosilca nagrade Matevža Haceta, tovariša Florjana Jančiča. Predsednika Komisije za veterane pri Celjski regiji in nagrajenca Matevža Haceta, tovariša Alojza Tigorška. Častnega predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariša Boža Kolariča. Častnega poveljnika Gasilske zveze Slovenske Konjice in nosilca priznanja Kipec gasilca, tovariša Karla Juharta. Nosilca priznanja Kipec gasilca, tovariša Antona Hlasteca. Predstavnike pobratenega društva Gasilske zveze Slovenske Konjice, vatrogasna zajednica grada Zabok. Predstavnike prijateljskih društev PGD z Belovo, dobrovoljno vatrogasna društva Pavlovec in Špičkovina. Vse predstavnike
predstavnike prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Slovenske Konjice, predstavnike Gasilske zveze Celjske regije in predstavnike društev, ki mejijo na požarni okoliš PGD Zbelovo, PGD Poljčane, Dolga Gora in Sladka Gora. Ter seveda ne nazadnje vse občinske svetnice in svetnike, predstavnice in predstavnike lokalne skupnosti in gospodarskega ter kulturnega življenja v naših krajih. Prireditev, ki ob današnjem občinskem prazniku že tradicionalno poteka v organizaciji Gasilske zveze, občine in poveljstva civilne zaščite Slovenske Konjice, vsako leto ne samo obeleži spomin na to naravno ujmo, temveč tudi izpostavi bodisi pomemben dogodek, bodisi okrogli jubilej ter bližje predstavi gostitelja. Tokrat se je v vlogi slednjega znašlo PGD iz Zbelovega. Kraj na levem bregu reke Dravinje pod Zbelovsko goro, ki je v zgodovini poznan predvsem kot sedež deželne sodnije oziroma tako imenovanega krvnega sodišča, je svoje prvo gasilsko društvo po zaslugi posameznikov z Ernestom Zelenkom na čelu dobil že daljnega leta 1931. Dragi moji, če nas torej niso zapustile matematične sposobnosti iz osnovne šole, verjetno lahko izračunamo, da PGD Zbelovo letos praznuje častitljivih 90 let. Ves ta čas je bilo prav gasilstvo v kraju tisto, ki je povezovalo mlade, starejše in najstarejše. Pravzaprav kar cele generacije družin predanih tej plemeniti dejavnosti. Leta 2010 obnovljen gasilski dom, ki velja za enega najlepših in najsodobnejših v gasilski zvezi, je bil in še vedno je ključno središče tako družbenega kot kulturnega življenja, zbirališče mladih in tako rekoč drugi dom tistih najmlajših, ki v prostorih slednjega obiskujejo oddelek vrtca. Prav ti predstavljajo prihodnje generacije gasilcev, ki bodo zaradi angažiranosti mentorjev in njihovega uspešnega dela z živahno mladino zagotovo nadaljevale tradicijo uspehov na gasilskih tekmovanjih, ki so jih do sedaj nanizali Zbelovčani. Če tako nekoliko povzamem svoje misli, bi lahko dejala, da je naš današnji gostitelj PGD Zbelovo pravzaprav društvo, ki se ponaša z dobro opremljenostjo, katero bo kmalu še dodatno nadgradilo novo vozilo, in odlično izurjenim moštvom, katerega člane na vsakem koraku povezujejo tovarištvo, humanost, nesebičnost in, kot smo danes že slišali, velika požrtvovalnost. Na tem mestu besedo predajam tovarišici Dragici Brumec, aktualni predsednici PGD Zbelovo, ki jo vabim pred mikrofon, da nam preda pozdrave gostitelja in spregovori nekaj besed o tem, kako društvo deluje danes. Spoštovane gasilke in gasilci, spoštovani gostje, cenjene gospe in gospodje. V imenu PGD Zbelovo vam izrekam iskreno dobrodošlico na občinskem prazniku Dnevu gasilca, Dnevu solidarnosti Dravinjske doline, ki ga letos s ponosom gostimo v našem kraju. 2021 je hkrati tudi leto, ko naše društvo praznuje visoki jubilej 90. obletnico obstoja in delovanja ter s tem organiziranega gasilstva v tem prostoru. Že od daljnega leta 1931 delovanje in ravnanje članov PGD Zbelovo, ki so srcem in dušo predani gasilski dejavnosti, sledi besedam zidanim v temeljni kamen prvega gasilskega doma. Ljudje nam sporočajo, da je prostor, kjer domujejo gasilci, ljubezni središče, prosvete ognjišče, mladine zavetje. Hkrati pa je v spominski listini izražena še skupna želja, naj bo gasilski dom takšen za vse, dan in noč, tudi v prihodnje. Na današnji dan se ponovno spominjamo enega izmed dogodkov, v katerem se je izkazal izjemen pomen gasilske dejavnosti. Trenutek je tako pravšnji, da pobliže pogledamo tudi večja dela in dosežke, ki jih je v času od 2011. leta
ko smo praznovali 80 let, pa do letošnjega leta 2021, ko je zopet na vrsti okrogli jubilej zabeležilo naše društvo. V preteklih 10 letih smo prostore, ki jih je nekaj časa imela v najemu pekarna, preoblikovali v dvorano, ki sedaj služi najrazličnejšim namenom. Za celoten gasilski dom in vrtec, ki gostuje v njegovih prostorih, smo uspeli pridobiti vso potrebno dokumentacijo, vključno z uporabnim dovoljenjem in energetsko kartico. Na novo smo naredili kurilnico in asfaltirali prostor pred gasilskim domom, priklopili smo se tudi na čistilno napravo. Ob urejanju našega doma pa nikakor nismo pozabili poskrbeti za naše operativne gasilce, ki smo jih opremili z 10 novimi intervencijskimi oblikami, čeladami in rokavicami. Zaradi dotrajanosti starega vozila Tam T80 smo slednjega nadomestili z VV znamke Transporter. V kratkem pa z velikim veseljem in nestrpnostjo pričakujemo tudi povsem novo pridobitev avtomobila Ford Custom Titanium. Slednji zagotovo ne bo zadnje vozilo, s katerim se bodo operativni člani našega društva popeljali na intervencije, saj imajo predvsem mladi nadobudni gasilci željo po nakupu manjše cisterne. Prav zaradi omenjene zagnanosti in angažiranosti generacij, ki stopajo po stopinje svojih starejših gasilskih vzornikov, se ne bojimo za prihodnost društva, ki ga trenutno sestavljajo 103 člani, med katerimi je kar 35 mladih. PGD Zbelovo je namreč prav zaradi svojega mesta na robu občine in specifike območja, ki je zaradi nižinske lege nekoliko bolj izpostavljeno poplavam, nujno potrebno za nudenje pomoči sočloveku, ko se ta znajde v stiski. Tej dejavnosti smo prav vsi člani društva brezpogojno predani, kar dokazuje tudi približno 1900 ur prostovoljnega dela, ki jih opravimo skozi leto. Pogled v prihodnost me navdaja za željo, da se v našem kraju ohrani aktivno gasilsko dejavnost in zagotovi obstoj danes že 90 let starega društva, tudi v vseh prihodnjih letih, ki bodo sledila toku časa. Prepričana sem, da bodo generacije naših mlajših zanamcev znale odlično nadaljevati plemenito gasilsko tradicijo, to pa bo v izjemen ponos in veliko zadovoljstvo vseh nas, nekoliko starejših gasilcev, ki že sedaj vemo, da naše delo nikoli ni bilo in tudi nikdar ne bo zaman. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Hvala tovarišici Dragici za izrečene besede. Nina Jelen, uspešna učiteljica in med drugim tudi pesnica, je v eni od svojih pesmi, ki nosi naslov, ne boste uganili, Gasilci, zapisala takole. Gasilci so takšni, kot smo mi vsi. Službo, otroki, z mačkami, psi. Včasih jih kaj teži in skrbi, včasih živijo najlepše dni. V resnici gasilci niso kot vsi. Gasilci imajo super moči. Gasilci vse izpustijo, hitijo tja, kot kjer drugi vsi ne bežijo. Kadar nekdo na ves glas kriči, ko kje gori, se nesreča zgodi, gasilci pozabijo svoje skrbi, svoje družine in najlepše dni. V vsaki nesreči del sebe pustijo in vse naredijo, da drugi živijo. Zato gasilci niso kot vsi. Gasilcem pogum v srcih gori. Da, gasilci ste brez dvoma idoli in vzorniki. O tem, da bi se vam pridružili in bili pogumni ter neustrašni kot vi, sanjajo skoraj vsi otroci. Tako v njihovih očeh, kot v očeh marsikoga izmed nas, ste možje in žene, ki ste za sočloveka dobesedno pripravljeni dati roko v ogenj, pravi heroji, pred katerimi se, verjemite, lahko skrijejo vsi Bat, Super, Spider in drugi meni. Seveda pa ste gasilci tudi veliko več. Nekateri med vami v sebi skrivajo številna zanimanja in mnoge talente. Da je temu res tako,
dokazujejo naši naslednji nastopajoči, ki so si nadeli izjemno zanimivo ime, Nažagani coleki. Če ravno to ime morda deluje nekoliko leseno, pa vam zagotavljam, da so fantje na svojih inštrumentih še kako spretni. Zapeli in zaigrali nam bodo pesem Štirje fantje špilajo ljudska. našim glasbeno navdahnjenim gasilcem za ta prekrasen glasbeni vložek. Hkrati pa na tem mestu iskrena hvala tudi članom godbena Pihala Ljubečna, ki so nas tako lepo pričakali in potem tudi uvodoma z zaigrano slovensko himno popeljali v današnjo slovesnost. En aplavz, prosim. No, prav ta slovesnost je za vse prisotne izjemnega pomena, saj nas vsako leto znova opomni na to, kako majhni in nemočni smo pred veliko silo narave. Kako je za izgubo materialnih dobrin dovolj le trenutek in kako pomembno je, da v taki stiski sočloveku ponudimo roko. Takšna dejanja med ljudmi stkejo izjemno močne vezi in nas okrepijo zavedanje, da v nesreči nismo sami. 9. avgusta 2004 je duh solidarnosti preveval celotno Dravinjsko dolino in zato je ta dan tudi formalno razglašen za občinski praznik. Prav je,
da nam ob tako pomembni svečanosti nekaj besed spregovorita najprej predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Tomaž Pahole, nato pa še župan občine Slovenske Konjice, gospod Darko Ratajc, ki v tem trenutku, drugega za drugim, vabim pred mikrofon. Gasilke in gasilci, dragi gosti, v imenu upravnega odbora Gasilske zveze Slovenske Konjice in v svojem imenu vse skupaj lepo pozdravljam gasilski program Na pomoč. Veseli me, da smo se danes, pa čeprav v drugačnih okoliščinah zbrali, da posvetimo ta dan nam gasilcem. Ko smo se v letu 2004 soočili z naravno ujmo večjih razmer nad Dravinjsko dolino, se je solidarnost med gasilci in občani izkazala kot posebna vrednota medsebojne pomoči v nastali nesreči. Pravo počastitev te solidarnosti in spomina na ujmo tudi letos tukaj na Zbelovem obeležujemo spominski praznik Dan gasilca, Dan solidarnosti v Gasilski zvezi Slovenske Konjice in občini Slovenske Konjice. Praznovanje se vsako leto vrsti v drugem prostovoljnem gasilskem društvu in takrat je tisto društvo deležno posebne pozornosti, saj prevzame kakšno gasilsko tehniko ali praznuje okrogli jubilej. Po sprejeti strategiji razvoja gasilstva na Konjiškem, ki je bila nujno potrebna, saj bodo tako društva bodoče lahko planirala svoje večje investicije, letos PGD Zbelovo v ta namen prevzame moštveno vozilo GVM-1. Glede na to, da se tehnika razvoja tehnologije neverjetno spreminja, smo tudi gasilci potrebni spreminjati, posodabljati opremo in vozila. Vsi se zavedamo, da danes na ljudi preži mnogo nevarnosti in nesreč, pri katerih smo prav gasilci nepogrešljivi. V letošnjem letu PGD Zbelovo praznuje 90-letnica nastanka društva, na kar jim iskreno čestitam. Zelo pomembna je zgodovina gasilstva. Še bolj pomembno je, da je nekje zapisana ali prikazana. S ponosom lahko rečem, da smo ena redkih gasilskih zvez na Slovenskem, kjer imamo svoj gasilski muzej. Ideja o ustanovitvi muzeja se je začela nekaterim članom, med njim glavnim akterjem vsega tega, tovarižem Florjanom Jančičem, prirejati misel v začetku leta 2000. Namreč prav tega leta, točno 20. oktobra, se je podpisala listina z občine Slovenske Konjice o ustanovitvi gasilskega muzeja Gasilske zveze Slovenske Konjice. Ob 20. obletnici muzeja smo zbirko muzejev povečali za še eno vitrino, kjer je vse prikazano in zapisano v zavetniku gasilcev Svetem Florjanu. Za muzej skrbno skrbimo, saj lahko hitro pride do kakšne poškodbe eksponatov, oblek, črpalk, značk, listin in še bi lahko naštel. Vendar ne bom, saj si lahko muzej vsak pogleda. Vrata so za vsakega odprta in veseli bomo vsakega vašega obiska. Spoštovani gasilci, gasilke in dragi gosti, ob zaključku pozdravnih besed moram posebej poudariti, da danes praznujemo in se veselimo naših skupnih uspehov, ki so zapisani v zgodovino. Gasilstvo ima svojo tradicijo in bogato dediščino tudi na Konjiškem, saj čez slabe 2 leti praznujemo že 150-letnico prve požarne obrambe. Vsekakor pa vsem, ki so vključeni v našo gasilsko zvezo, izrekamo praznik Dan gasilca, Dan solidarnosti v občini Slovenske Konjice, iskrene čestitke in vas vabim k nadaljnjemu aktivnemu sodelovanju v dobrobit naših občanov, kajti njihova varnost je naša skupna naloga in prioriteta. Na pomoč. Spoštovani, torej lep pozdrav tudi v mojem imenu, lep pozdrav v imenu 15.000 občanov občine Slovenske Konjice. Rad bi, da moj pozdrav prenesete tudi vsem ostalim članom gasilskih društev, preko 700 jih je, in zahvala v mojem imenu in imenu tudi seveda vseh občanov občine Slovenske Konjice. Res je veliko bilo povedanega. 17 let je takrat, ko smo v Konjicah imeli to izjemno ujmo. Jaz sem bil takrat kot župan, spomnim se, kako je bilo takrat na terenu, kako so bili ljudje v kratkem času zbegani,
ampak potem se je zelo hitro pokazala to, kaj danes govorimo, tudi ta solidarnost. Pomoč med prijatelji, med sosedi, med vsemi, ki so hoteli pomagati. Ne samo občina, tudi od države smo takrat dobivali pomoč in tudi od ostalih, ki so se zavedali, kakšne težave tukaj imamo. In takrat se je ta čut solidarnosti v občini Slovenske Konjice imamo dejansko tudi pokazal. Ne smemo si zatiskati oči, torej vremenske spremembe so tukaj. To so dejstva in takih ujm, kot smo bili pri nas deležni pred 17 leti, bo še več. Že sedaj je veliko, včeraj je bila velika toča v Žalcu, v Celju, in na to se moramo pripraviti. Na to se moramo pripraviti kot skupnost, kot posamezniki in delovati temu, da bojo vzroki, ki so temu pripeljali, pač nekako izveneli. Da bomo ta svet pustili še živeti nekaj časa. Drugače se nam slabo piše nam in vsem tistim, ki prihajajo za nami. To smo dolžni narediti kot posamezniki in tudi kot skupnost. Živimo v izjemnih časih, v časih pandemije. Tudi v tem času se je pokazala ta solidarnost. Tudi v tem času izrekam zahvalo vam gasilcem, vsem službam, ki so bili v tem času aktivno in strokovno delovali, zdravstvo, socialno varstvo, predvsem pa tudi prostovoljkam in prostovoljcem, ki so z veliko energijo pomogli temu, da smo na nek način v naši občini to pandemijo kar dobro nekako izvozili. Torej, kaj naj rečem? Naloga lokalne skupnosti je, da skrbi za to, da ste gasilci primerno opremljeni, da ste, zavarovani, ko greste na intervencije. Lokalna skupnost občina Slovenske Konjice bo to skrbela še naprej, tako kot je do sedaj. In kot je rekel predsednik, mi smo strategijo gasilstva sprejeli, jaz sem na to ponosen in potem, kak smo sprejeli, bomo delovali tudi naprej. Torej, še enkrat iskrene čestitke v vašem prazniku in še enkrat vsem članov vaših društv prenesite prosti tudi te čestitke. Hvala lepa in lep dan še naprej. Najlepša hvala obema za podeljene misli. Eden prijetnejših dogodkov, tako v življenju kot dejavnosti vsakega gasilca, je zagotovo, kakšna ideja? Gasilska veselica. Poleg dobre kapljice in okusne porcije pristne domače hrane, največkrat čevapčičev, nikakor ne smeta manjkati dve stvari. Harmonika in prava slovenska pesem. No, žal s programom še nismo zaključili in tudi trenutne epidemiološke razmere ne dopuščajo veselic. Vsekakor pa se bo v tem trenutku prilegla domača viža, ki vam jo bo zaigral mladi gasilec Dominik Kok.
tako spretno izvablja iz svoje harmonike. Sem vam rekla, da imate gasilci mnogo talentov, evo, živi dokaz. Tako, pa se še nekoliko vrnimo k pozdravom in slavnostnim besedam. V naslednjih minutah mikrofon predajam cenjenemu gostu, za katerega smo vedno veseli, da nas na dan, kot je današnji, počasti s svojo prisotnostjo. Še enkrat pozdravljam predstavnika Gasilske zveze Slovenije in regijskega poveljnika, tovariša Bojana Hrepevnika. Oder je vaš. Spoštovani vsi prisotni na današnji spominski prireditvi, vse skupaj prav lepo pozdravljam v imenu Gasilske zveze Slovenije. Danes smo že slišali in pa tudi večina nas tudi to ve, zakaj točno ta dan ob tej uri. Namreč takrat, kot ste rekli, je se začela ta huda ura. In kot je prej lepo župan tudi povedal, teh hudih ur bo v bodočnosti vse več. S tem bomo tudi morali živeti. Edino, kaj lahko naredimo, je, da se pripravimo na te nevšečne dogodivščine, da se čim bolj zaščitimo in da lahko čim bolj uspešno tudi ukrepamo. Poglejte, pred enimi 30-40 leti se v gasilstvu ali si v gasilstvu sploh nismo predstavljali, da bomo kdaj doživljali takšne zadeve, ta grozna neurja ali pa tudi aktualno pandemijo, epidemijo. Vendar nas je gasilce, predvsem pa tudi Gasilsko zvezo Slovenije in pa tiste, ki skrbijo za usposabljanje in izobraževanje, prisililo v to, spodbudilo v to, da smo na nivoju Gasilske zveze Slovenije začeli v izobraževalne programe, v programe usposabljanja tudi vključevati elemente za reševanje pri problemih naravnih nesreč, naravnih ujm. V programe vključujemo, kot veste, tudi pokrivanje streh, postavljanje vodnih barijer, potem, gledajte, zadnjih 10 let, 15 let se tudi množično izvajajo tečaji za varno delo z motorno žago, namreč vsak dan slišite, gasilci odstranili to drevo, ono drevo in tako naprej. 20, 30, 40 let nazaj ni bilo tako, tudi ni bilo takšne potrebe. Ampak, pogledajte, mi gremo naprej, tudi opremljamo se v tej smeri in bomo pripravljeni, kljub temu, da vsi vemo, da bomo se mogli večkrat srečevati s tem. No, preden pa končam, pa tudi v imenu Gasilske zveze Slovenije čestitke vam, gasilci PGD z Belovo, ob vaši obletnici, ob vaših pridobitvah in pa hkrati tudi zahvala za vaše opravljeno delo. Čestitke pa tudi vam, občani občine Slovenske Konjice, za vaš občinski praznik. Na koncu vam želim še lep, prijeten popoldan, večer, da se malo podružimo, pogovorimo, saj v letošnjem letu in pa v lanskem takšnih prilik ni bilo veliko, zato izkoristimo za to ta dan. In še lep dan naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala za izrečene misli in tudi želje. Kako zelo pomembna in cenjena je gasilska dejavnost, dokazuje tudi dejstvo, da je v gasilcih nastalo in še vedno nastaja veliko število pesmi. Mnoge med njimi govorijo o tem, da vrli fantje in dekleta gasijo požare. Hkrati pa marsikateri izmed verzov namiguje tudi na to, da postavni gasilci ali gasilke po drugi strani zelo radi tudi zanetijo kakšne iskrice, na primer ljubezni. Pa se prepričajmo, kako gre šarmiranje našim enim in edinim nažaganim colekom, ki jih še enkrat pozdravljam na našem odru, tokrat s pesmijo enega in edinega Tineta Lesjaka, Tu smo doma. Fantje, izvolite.
misli tega večera so izvenele in sedaj je nastopil pravi trenutek, da izrečemo še eno izmed besed. To je beseda hvala. Teh nekaj črk združenih v na prvi pogled skromen izraz se velikokrat zdi premalo, pa vendar ta beseda, izrečena z iskreno hvaležnostjo, velikokrat ogreje srce in pomeni več kot vsakršna materialna dobrina. V skladu s to mislijo bomo naslednjih nekaj minut namenili podelitvi plaket Gasilske zveze Slovenske Konjice, s katerimi bomo izpostavili pomembne jubileje in dosežke posameznikov. Prosim, da se mi za namen slednje na odru pridružita župan občine Slovenske Konjice, gospod Darko Ratajc, in poveljnik Gasilske zveze Slovenske Konjice, tovariš Avguštin Hlastec. Naj morda vnaprej pojasnim še to, da bomo najprej podelili plakete iz lanskega leta, ko je prireditev Dnevu gasilca in Dnevu solidarnosti preprečila epidemija. Zatem pa bodo na vrsti letošnje plakete. Vse si bodo, kot je to seveda v navadi, sledile po žlahtnosti, od bronastih proti zlatim in v abecednem vrstnem redu. Prejemnike pa naprošam, da ob prejemu plakete za namen skupinskega fotografiranja še nekoliko trenutkov počakajo na odru. No, pa se lotimo tega izjemno prijetnega opravila. Najprej leto 2020 in bronasta plaketa. Vahter Vojko. Vojko Vahter je član PGD Žiče od leta 2001. Po številnih izobraževanjih, med katerimi so bila usposabljanja za gasilca prve in druge stopnje ter nižjega gasilskega častnika prve in druge stopnje, je pridobil še čin gasilski častnik, v društvu pa trenutno opravlja funkcijo poveljnika. Vojko je zelo aktiven član v operativi, kjer mnogokrat prevzema funkcijo vodje intervencij, redno pa se udeležuje tudi najrazličnejših akcij v pomoč ob naravnih in drugih nesrečah širom po Sloveniji. Predan reševanju življenja je tudi član ekipe prvih posredovalcev, za katero se je usposobil v temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED. Poleg vsega naštetega je Vojko že kot zelo mlad postal član tekmovalne ekipe članov A in sedaj članov B. Svojo zagnanost je dokazoval v funkciji prvega vodarja in s svojimi ekipami osvojil prva mesta na tekmovanjih Gasilske zveze Slovenske Konjice in tudi regijskem tekmovanju Celjske regije. Z ekipo se je med drugim udeleževal meddruštvenih tekmovanj pri sosednjih gasilskih društvih v Celjski regiji in prijateljskih gasilskih društvih v Gasilski zvezi Kobarid. Opravil je kar 10 specialnosti, ves čas pa dokazuje izjemno aktivnost, prizadevnost in predanost gasilstvu. Trudi se za obstoj in napredek društva, izredno pa se je izkazal tudi pri nedavni nabavi vozila GVM-1. V društvu je opravljal več funkcij. Bil je podpredsednik, gospodar, podpoveljnik, predsednik ter mentor mladine in vse skozi član upravnega odbora PGD Žiče in upravnega odbora Gasilske zveze Slovenske Konjice. Prejel je tudi več društvenih priznanj, zahval in priznanj Gasilske zveze, kot so priznanje Gasilske zveze Slovenske Konjice prve, druge in tretje stopnje, operativno značko za 10 in 20 let in značko za 20 let gasilske službe. Za vso dosedanje delo ga PGD Žiče predlaga za dobitnika bronaste plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. Srebrna plaketa. Žnidarič Anica. Anica Žnidarič je članica PGD IC Konus od leta 1977. Kot mlada pripadnica gasilske organizacije je pokazala svoj karakter in v vsaki nalogi pristopila vestno in odgovorno, kar je njena odlika še dan danes. Predlagana tovarišica je vestna in resna članica društva, redno se udeležuje vseh akcij, tako na nivoju društva kot tudi Gasilske zveze, znotraj društva pa tudi vseh preventivnih in interventnih akcij. Članica se ves čas dokazuje s pridnim delom. Zelo aktivna je bila tudi leta 2004 pri odpravljanju posledic neurja s toča, svoje znanje in izkušnje pa prenaša na mlade, med katerimi je zelo dobro sprejeta.
Članica se vse skozi udejstvuje tudi na tekmovalnem področju. Bila je del tekmovalnih enot članic A in B, sedaj pa je članica tekmovalne enote starejših gasilcev, ki dosega zelo dobre rezultate. V preteklosti se je vestno izobraževala in dosegla čin gasilec druge stopnje. Društvo je opravljala odgovorne funkcije. Bila je predsednica komisije za delo z ženami in članica upravnega odbora društva. Danes opravlja funkciji članice poveljstva in članice komisije za delo z ženami. Za svoj doprinos k napredku gasilske organizacije je prejela številna društvena priznanja in odlikovanja ter priznanja in odlikovanja Gasilske zveze, kakor tudi Gasilske zveze Slovenije, nazadnje odlikovanje druge stopnje. Prejem srebrne plakete na predlog PGD Icokonus naj bo gasilki zahvala za dosedanje delo in tudi spodbuda za naprej. Zlate plakete. Kolarič Božidar. Božidar Kolarič je že od rane mladosti z vsem svojim srcem predan gasilskemu stanu. Skozi vso njegovo delovanje so mu bile zaupane visoke funkcije. Svojo gasilsko pot je začel v PIGD Lip Slovenske Konjice, kjer je bil dolga leta predsednik društva. Leta 1993 je bil imenovan za predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice in na tem mestu ostal dolgih 12 let. Leta 2005 pa je bil imenovan tudi za častnega predsednika Gasilske zveze Slovenske Konjice. O njegovih mandatih na mestu predsednika Gasilske zveze lahko povemo, da se je zelo zavzemal za delo z mladimi, prav tako pa je to čas, ko so navezali stike in podpisali dokument o pobratenju z vatrogasno zajednico grada Zabok na Hrvaškem. Njegova zadnja funkcija je bila član častnega razsodišča Gasilske zveze Slovenije. Skozi vso prehojeno pot je tovariš Božo prejel ogromno priznanj Gasilske zveze Slovenije, eno najlepših pa je zagotovo priznanje za posebne zasluge. Vse skozi se je tudi izobraževal in prišel do čina višji gasilski častnik organizacijske smeri. Po ukinitvi PIGD Lip Slovenske Konjice je postal vesten član PGD Tepanje. Še vedno je aktiven član veteranske desetine ter kadarkoli pripravljen priskočiti na pomoč. Za vso dosedanje delo ga Gasilska zveza Slovenske Konjice predlaga za dobitnika zlate plakete Gasilske zveze. Še vedno ostajamo pri zlatih plaketah. Oder Karl Simon. Karl Simon Oder je član PGD Icokonus od leta 1967. Že kot mlad pripadnik gasilske organizacije je pokazal svoje odlike, ko vsaki nalogi pristopil vestno in odgovorno, kar se do današnjih dni ni spremenilo. Redno se udeležuje vseh aktivnosti starejših gasilcev, tako na nivoju društva kot tudi Gasilske zveze. Svoje znanje in izkušnje skozi celotno obdobje delovanja v društvu prenaša na mlade člane, zaradi česar so ga slednji zelo lepo sprejeli. Član se je vse skozi udejstvoval tudi na tekmovalnem področju. Bil je član tekmovalnih enot članov tako A kot B skupine, ter kasneje član veteranske desetine. Sedaj je mentor tekmovalne enote starejših gasilcev, ki dosega zelo dobre rezultate. V preteklosti se je vestno izobraževal in dosegel čin gasilski častnik druge stopnje. Društvo je opravljal odgovorne funkcije, kot so dolgoletni podpoveljnik društva in član poveljstva Gasilske zveze Slovenske Konjice ter član upravnega in nadzornega odbora društva. Njegov doprinos k napredku gasilske organizacije je bil nagrajen s številnimi društvenimi priznanji in odlikovanji ter priznanji in odlikovanji tako Gasilske zveze Slovenske Konjice kot tudi Gasilske zveze Slovenije. Nazadnje je prejel priznanje za posebne zasluge. Ker se mu želi zahvaliti za njegovo dosedanje delo, ki naj ostane tako aktivno tudi v prihodnje, ga PGD Icokonus predlaga za dobitnika zlate plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice.
Žilavec Karol. Karol Žilavec Karol Žilavec je že od leta 1978 član gasilske organizacije Žiče Draža vas in hkrati od leta 1980 ustanovni član samostojnega prostovoljnega gasilskega društva Žiče. Počinil je gasilski častnik druge stopnje, veteran in že 15 let v pokoju kot poklicni gasilec. Društvu je opravljal številne funkcije. Bil je prvi poveljnik društva in na tem mestu ostal 2 leti, nato pa 18 let predsednik, 10 let tajnik in 8 let blagajnik. Trenutno je predsednik nadzornega odbora in častni predsednik društva. V Gasilski zvezi Slovenske Konjice je bil 7 let član sveta za zgodovino, 10 let član upravnega odbora, 8 let predsednik komisije za odlikovanja in priznanja in od leta 2018 naprej predsednik komisije za veterane ter hkrati častno tudi član komisije za veterane Celjske regije. Za svoje delo in trud je prejel več društvenih priznanj in zahval ter priznanj oziroma odlikovanj Gasilske zveze Slovenske Konjice in Gasilske zveze Slovenije, kot so značka za 40 let, srebrna plaketa Gasilske zveze Slovenske Konjice, priznanje Gasilske zveze Slovenske Konjice 1., 2. in 3. stopnje, odlikovanje Gasilske zveze Slovenije 1., 2. in 3. stopnje, plamenico 2. in 3. stopnje in značko za posebne zasluge. Vsemu naštetemu se bo danes na predlog PGD Žiče pridružila še zlata plaketa Gasilske zveze Slovenske Konjice. Tako, sedaj se selimo v letošnje leto, torej 2021 in zopet začenjamo z bronastimi plaketami. Črešnar Leopold. Leopold Črešnar se je gasilskim vrstam PGD Zbelovo pridružil leta 1974. Že naslednje leto je opravil tečaj za gasilca ter nadaljevalni tečaj, s katerim je postal operativni gasilec. Po nadaljnjem izobraževanju, ki se ga je zagnano lotil, pa je kmalu pridobil še čina nižjega gasilskega častnika in gasilskega častnika. Leta 2003 je v društvu prevzel funkcijo poveljnika, ki jo je vestno in odgovorno upravljal do leta 2013. Dolga leta je bil del članske ekipe za tekmovanja ter slednjo nanizal lepe uspehe. V obdobju svojega poveljevanja si je vedno prizadeval, da je društvo nabavljalo novejšo opremo za operativo in da so vanj prihajali mladi gasilci, željni znanja o tej plemeniti dejavnosti. Leopold se je ob izpolnitvi pogojev pridružil tekmovalni ekipi starejših gasilcev. Uspešen in vesten pa je bil in še vedno je tudi pri vsakršnem delu v gasilskem domu. Za svoje več kot 40-letno delo v gasilstvu je prejel razna občinska kot tudi republiška priznanja, katerim naj se na pobudo PGD Zbelovo danes pridruži še bronasta plaketa Gasilske zveze Slovenske Konjice. Valant Franc. Franc Valant se je PGD Zbelovo pridružil leta 1983, leta 1984 pa z opravljenima tečajema za gasilca in nadaljevalnim tečajem postal operativni gasilec. Od takrat naprej skoraj da ni intervencije, ki se je Franc ne bi udeležil, saj v njem gori močan čut za pomoč človeku v stiski. Slednje je najbrž tudi razlog, zakaj se je lotil in uspešno opravil tečaj temeljnih postopkov oživljanja za uporabo AED. Zelo je aktiven tudi na področju tekmovanj in predstavlja pomemben vezni člen tekmovalne ekipe članov. Društvo je prevzel funkcijo praporščaka, ki jo vestno upravlja, od leta 2018 pa je tudi član častnega razsodišča. Zelo priden in uspešen je pri vsakem delu v gasilskem domu in njegovi okolici. Za dosedanje delo je prejel priznanje Gasilske zveze 2. in 3. stopnje in značko za dolgoletno delo 30 let. PGD Zbelovo pa ga predlaga tudi za nocojšnjega prejemnika bronaste plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice.
že se selimo k srebrnim plaketam. Brumec Dragica. Dragica Brumec je vstopila v gasilske vrste leta 1998 ter že leta 2001 opravila tečaj za gasilca in nadaljevalni tečaj, s čimer je postala operativna gasilka. Poleg doseženega čina se je izobraževala tudi na drugih področjih gasilstva, saj je uspešno opravila tečaj za uporabnika radijskih postaj, leta 2014 pa še tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED. Zelo je aktivna na področju tekmovanja in je predstavljala pomemben vezni člen tekmovalne ekipe članic. Društvu je prevzela funkcijo tajnika ter jo zelo zagnano in vestno opravljala od leta 2001 do 2011. Bila je tudi predsednica Komisije za ženske na gasilski zvezi, članica častnega razsodišča, od leta 2011 pa v društvu PGD Zbelovo opravlja funkcijo predsednice. Vesna in uspešna je tako pri prenovi, kot tudi raznih drugih delih povezanih z gasilskim domom in okolico. Nepogrešljiva je pri nabavi gasilskega vozila GVM, ki bo kmalu obogatilo vozni park društva. Zelo zagnano in vesno opravlja vsa dela, ki se jih loti. Za slednja je do sedaj prejela priznanja Gasilske zveze prve, druge in tretje stopnje, gasilsko odlikovanje druge in tretje stopnje ter bronasto plaketo Gasilske zveze Slovenske Konjice. Zaradi vseh naštetih stvari z željo, da tudi v bodoče ohranja svoj neverjetni elan, PGD Zbelovo predlaga svojo predsednico za prejemnico srebrne plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. In že smo pri zlati plaketi. Ošina Albin. Albin Ošina se je gasilcem pridružil leta 1963. Že leto dni kasneje je opravil tečaj za gasilca ter nadaljevalni tečaj, s čimer je postal operativni gasilec. Tukaj pa se član PGD Zbelovo ni ustavil. Ker je hrepenel po nadaljnem izobraževanju, je kmalu opravil tudi tečaj za nižjega gasilskega častnika ter nato še gasilskega častnika. V društvu so se pokazale potrebe po vodilnem kadru, zato je leta 1974 prevzel funkcijo poveljnika ter jo vestno in zagnano opravljal do leta 1984. Tovariš Albin si močno prizadeva za dobro sodelovanje in druženje s starejšimi gasilci tako iz Gasilske zveze Slovenske Konjice, kot tudi z gasilci iz sosedne Hrvaške. Leta 2011 je tako v društvu prevzel funkcijo vodenja in dela s starejšimi gasilci, ki jo še danes zelo aktivno opravlja. Vesten in uspešen je pri vsakem delu, ki se ga loti, zagnano je sodeloval tudi pri prenovi gasilskega doma in najrazličnejših drugih delih povezanih s slednjim. Za svoje več kot 50-letno delo v gasilstvu je prejel razna priznanja, med njimi tudi značko veterana. Člani društva bi se mu radi zahvalili za njegovo delo in se mu na nek način tudi oddolžili, zato ga predlagajo za prejemnika zlate plakete Gasilske zveze Slovenske Konjice. In še zahvalna listina. Prejmejo Ratej Franci. Franci Ratej, bolj poznan kot Franki, je gasilski prijatelj in podpornik gasilske organizacije, ki s svojim znanjem že več desetletij pomaga obeleževati pomembne dogodke na javnih predstavitvah. V zadnjih 20 letih delovanja Gasilskega muzeja Dravinjske doline sta bila njegovo delo, ki ga je opravljal povsem prostovoljno, in strokovno znanje tako rekoč nepogrešljiva pri postavljanju muzejskih zbirk. Njegovo likovno znanje in odnos do gasilske zgodovine pa sta danes dobro vidna pri ogledu slednjih. Ob jubileju 20. obletnici Muzeja gasilstva Dravinjske doline, ki smo ga praznovali v lanskem letu, prejme Franki Ratej za svoj osebni prispevek listino zahvale.
iskrene čestitke še enkrat vsem prejemnikom. Hvala pa seveda tudi obema podeljevalcema. Spoštovane in spoštovani, morda je med vami še kdo, ki bi želel ob tej priložnosti spregovoriti nekaj besed, morda izraziti svoje misli, želje. Ob tem naj morda dodam, da bo za čestitke PGD Zbelovo ob njihovi 90-letnici še dovolj časa v prihodnje, saj bodo člani društva tisto pravo praznovanje svojega jubileja izvedli ob prevzemu novega vozila. Tako, dragi gostje, torej, kot rečeno, vabljeni pred mikrofon. Dobar dan svima. Želim vam čestitati ovoga dan gasilaca, dan solidarnosti. Iznimna mi je čast što vas mogu sve pozdraviti u ime vatrogasne zajednice grada Zaboka, u ime dobrovoljnog vatrogasnog društva Pavlovec, u ime dobrovoljnog vatrogasnog društva Špičkovina i u moje osobno ime. Želio bih pozdraviti ovdje tu župana, sve gasilce i gasilke, evo, Slovenskih Konjica. Sami ste rekli da je bilo prije puno godina vrlo teško i da ste riješili ovu tu problematiku. Bili ste hrabri i isto kao mi u Hrvatskoj uvijek odazivamo se na zvuk sirene, evo, kao i što i vi, i uvijek pomažemo kao i vi, tako da isto mi smo kao i braća, tako da evo, želio bih vam još jednom čestitati stvarno vaš dan solidarnosti, dan gasilaca. Svakako bih želio naglasiti i pozdraviti sve one koji su danas dobili tu ispred vas velika odlikovanja, priznanja. To je vrlo pohvalno i želio bih još odati sa jednim pljeskom, pa evo, možete mi to. Mi iz Zagorja, iz Hrvatske, evo, nismo došli malo praznih ruku, pa bi želio prije pozvati predsjednika Gasilske zvezde Slovenske Konjice, gospodina Tomaša. Evo, tu je naše Zagorje malo, Hrvatska, jedan dvorac, Helenbach, iz Hrvatskog nacionalnog svetišta Marije Bistrice. A evo još i malo neke kapljice, tako da. Zagorsko, Vinči. Evo sad bih želio pozvati našu prijateljicu, Dragicu, predsjednicu Dragicu, našeg društva. Naše društvo DVD Špičkovina i PGD Zbelova dugo godina surađujemo i u svakoj nekoj našoj priči ili nezgodi uvijek nam se odazvalo, bilo to veselica, bilo sve nešto. Tako da, evo, veliko jedno hvala i želio bih im čestitati njoj kao na čelu i svim članovima PGD Zbelova na 90 let, tako je, ne? Dobro smo računali. Tako da, evo, još želim puno godina i puno i uspjeha, a da ne previše ovih izlazaka na intervencijama. Evo. Ovdje smo naslikali iz likovne kolonije, imamo mjesto u Zagorju likovna kolonija i slikar Željko Breka. Inače, slikar, evo, mi smo dali, tematiku smo mu dali vatrogasni dom, odnosno vaš dom, evo, pa smo i, evo, i ona je slikala. Evo, još dolazi i ovaj drugi dio. Iz drugog dijela nema, ne. Evo, još jedna dodatna kapljica, evo.
narediti. Evo, još jednom želio bih vam čestitati vaš dan solidarnosti, dan gasilaca. Evo, hvala vam lijepo. Bi morda še kdo želel stopiti tule zraven mene? Tudi jaz bi se zahvalil naši moderatorki, ki je danes odlično odpeljala ta slovesnost Dan gasilca, Dan solidarnosti z enim majhnim škopkom. Upam, da bo zdaj vsaj en teden dni. Hitro se je napravila prireditev, jaz mislim, da smo zelo hitri, kljub temu, da je bilo veliko podelitev teh plaket in govorov, ampak kljub temu res najlepša ti hvala in bodi prošena še naprej. Tomaž, če ga posušim, bo trajal še dlje, kaj ne? Tako, hvala lepa. S tem zaključujemo radni del današnjega dneva gasilca in dneva solidarnosti 2021 v občini Slovenske Konjice.